In jaz seveda razumem, da je drugače to estetska katastrofa. Danes pa kar malo škilast gledam, veš, zato ko sem vstal, mislim, da ob 3:30, pa sem se spravil pisati test Ford Mondeo Vignale, zdaj sem pa na poti v Ljubljano. Ampak to v bistvu sploh ni tako važen. Važen je to, da ko zaključim s sestanki, da se posvetim temu avtomobilu, to se pravi Toyoti Avensis, pa da mi opravimo s tistimi sladko-kislimi. Ok, ura je 2 popoldne. Hotel sem reči, da nisem hotel dolgočasiti z dolgočasnimi sestanki, zato ker so pač dolgočasni. Zdaj sem pa prišel posnet sladko-kisle, pa sem našel en avto, ki zdaj je zelo zmahan, ampak je pa zanimivo, le za to. Leo Katrco. In to special varianta. Ne se ti je. Pa zgleda tako, da je zanalaš malo popraskana, pa pobuškana, pa tako naprej. Ampak jo pa voz delegat, le to. Pa le kako ima poliman Schalthebel, pa daj nehi, no. Mene zebe, to ni nič, jaz grem noter. Pa zdaj, ker sem za to Katrco špegel, moram še nekaj pokazati. Tis pa ni taka posrečena zgodba. Alfa Romeo 166. Kva so pa tep naredili? Brez tabelc, spredi, zadnji, 2.4. JTD, motherfucker. Jaz mislim, da je furo en builder, ne. Še en listek je gor, le. Odpeljem po koncu tedna. No, dec kar odpeljo ti po koncu tedna, prav? Ker če ne ti jo en naklocne rukno, poš pa me svinferja drobiš. Mingerde, koliko lahko brusni spoješ? Preden ti slabo rata. Jaz mislim, da sem že kar blizu. Veš kaj, jaz kamorkoli grem, se tega vetra pač ne morem izogniti, tako da fuck. Čas za 5 sladkih, pa za 3 kisle. Ta prva stvar, ki mi je pri tem avtu ful všeč je, pa čist brez jebancije, kako izgleda. Le bom razložil, prav. Moram reči, da je, no ja, ne samo všečen, ampak tako malo, no, a veš, skoraj agresivno športen. In to je za take ljudske Toyote, ki niso že v štartu ful športne, tako recimo GT86, je kar tako, skoraj malo nenavadno, nismo navajeni tega. Kar se pa kabine tiče, dobro, no, ne morem glih reči, da jo razganja od razburljivosti. Zihar je manj zanimiva, kot tist, kar najdeš na nosu. Ta druga, ta sladka, je pa ena stvar, ki jaz pri tem avtomobilu v bistvu tako, skoraj malo občudujem. Gre za to, da je, kot sem rekel, Avensis na trgu že od leta 2009. 2012 so ga prenovili prvič, 2016 ali pa to 2015 na konc. So ga pa prenovili še drugič. In avto je razen parih manjših podrobnosti dejansko uspel ostati relevanten in takšen bo naprodaj še nekaj časa. Tako da jaz mislim, da to je kar tako. A veš, palc gor. Vozi miško vezanih očiju. Tretjo sladko pa namenjam udobju. A veš, ker ta avto se ne pretvarja, ni športen, skoraj niti mal. In to pomeni, da je vzdušje tukaj noter maksimalno relaksirano. In pri tem udobju moram izpostaviti predvsem kar dobro zvočno zadesnjenost, predvsem pa dobro blaženje. Ker Bog ve, da naše ceste niso najbolj idealne, a ne de. Od prenove naprej se sicer tudi nagiba malo manj, ampak še zmeraj ne moram reči, da so to neka huda sportska kola. Četrta ta sladka je pa zelo tesno povezana s samodejnim menjalnikom CVT. Ok, ja, to je res, to je un menjalnik, če gas tišiš, je tako, da bi skuterja vozil, ker slišiš sam a veš, to je ta zvok. In to po eni strani ni prijetno, ampak moraš znati tak avto voziti, razumeš? Če se ti skozi nekam muditi, je šlo to valjda na jetra, ne? Ampak nisem to zdaj zaradi tega omenil. Hočem reči, da mi je všeč ena stvar, ki gre pravzaprav mnogim na jetra. To je pa tole, lej. A veš, ročice samodejnih menjalnikov pri sodobnih avtomobilih so ponovadi tako narejene, da drsijo sam naravnost, gor ali pa dol. In pa se mimogrede nahecaš, da daš na mest v N, v D ali pa v P ali pa whatever. Skratka, zamuštraš šloh, 1, 2, 3. No, pri tem sistemu se pa praktično ne moreš zmotiti. In jaz seveda razumem, da je drugače to estetska katastrofa. Ampak pod kožo ti pa zleze 1, 2, 3. Vidiš, takole to zgleda. N, R, pa P, pa D. Ta peta in ta zadnja, ta sladka pri tem avtomobilu je pa dejstvo, da je Avensis ne glede na opremo že v osnovi opremljen s sistemom za samodejno zaviranje v primeru nevarnosti trka. Ta pa deluje, mislim, da med 10 pa 80 km/h. Ok, zdaj pa še ta kisle. Ta prva stvar, ki ne morem, da me ne bi motila, je dejstvo, da pri tem avtu ne moreš dokupiti radarskega tempomata. Ta druga stvar, ki mi je kar dosti nesimpatična, je pa grafika vmesnika. Mislim, neumen se mi zdi, da je menijska struktura taka, še kar v redu, pa da vmesnik pravzaprav ponuja vse, kar ti rabaš, tiste te osnovne stvari. Ampak da je pol ukrašen z grafiko, ki bi bilo lahko že konc 90-ih mal naroden, kaj pa je svem, no. A veš, kaj hočem povedati? Le to, no. Ta tretja kislica je pa povezana s položajem sedenja za volanom. A veš, je hecen, ker po eni strani jaz v tem avtu še kar v redu sedim, ampak ves čas me pa dve stvari malo motita. Vedno sedim
za moj feeling mal previsok. Avensis pa potem vse skupaj nadgradi še s tem, da je volan sicer pomičen tudi vzdolžno, ampak mal premal. Je pa res, da imam jaz malo kratke rokce, tako da kvačem ti reči. Za en tak fin popoldanski finale pa s črnilcem zamenjava avte, on prevzame Avensisko, jaz pa prevzamem Opel Zafiro. A vidiš Zafiro? A ta je tisti, shit. A se ki mi je crknil, ker sem navajen na avtomatski menjalnik in priješ v križišče, valjda ti je za tisto sklopko čisto vseeno. Jaz sem že malo preveč govoril, se tale video že malo vleče. Dobro ga je ruknil.